Seveda v zadnjih nekaj dneh je nemoč se izogniti tudi dogajanju okrog komisarjev. Veste, da so znani tudi termini hearingov. Mi smo se tukaj navzoči in še kolegice in kolegi iz Evropskega parlamenta dobili za kandidatko iz Slovenije. Seveda iz tega naslova je tudi naša dolžnost, da smo še toliko bolj pozorni na ta širitveni proces, ki se nas tiče posredno in neposredno, posredno v naši bližini, torej države Zahodnega Balkana, neposredno Ukrajina, Bolgarija, Romunija, Turčija, tudi Belarusija, tudi ta spada v vzhodno partnerstvo, verjetno sem še kjer pozabil, kot je Armenija recimo. To bo, bom rekel, tudi neka naša prioriteta, vselej bomo morali imeti neko oko tudi, bom rekel, na delo naše komisarke, zato da bomo lahko pomagali po naših najboljših močeh, kajti komisarka ne bo upravljala samo vlogo za Evropsko komisijo, ampak kakorkoli tudi pomembno za našo državo, za Republiko Slovenije. Seveda s tem v povezavi spremljamo tudi dogodke v Ukrajini, tudi financiranje, pomoč, humanitarna pomoč prebivalstvu Ukrajine je zelo pomembna iz vidika tudi financiranja, tudi budžeta in tudi razprav, ki jih bomo imeli v naslednjih dneh v Strasbourgu. Ta pogovor ni bil namenjen podpori sami kandidatki, kot, bom rekel, neki realni sliki in njenemu položaju ob morebitni izvolitvi. Mi smo se zelo iskreno pogovarjali, kakšno je naše mnenje znotraj naših poslanskih skupin, kako vidimo širši spekter dogajanja. Jaz bom govoril iz moje lastne izkušnje, iz mojega lastnega videnja. Jaz mislim, da kandidatka Marta Kos v zadnjih 3 tednih opravlja izjemno pomembno in predvsem za imenovanje nje koristno delo. Veste, da so se iz Slovenije odprla nekatera vprašanja njene kredibilnosti na različnih področjih in mislim, da uspešno odgovarja na očitke, ki so prišli žal iz naše države. Seveda, odvisno od države do države, ampak moram reči vseeno, da mi smo izjema v tem, kako izvažamo nekatera vprašanja. Tudi v ostalih državah članicah so bili, bom rekel, upravljeni temeljiti pogovori, tudi pogovori nestrinjanja za predlaganjem kandidatov ali pa kandidatom, ampak ravnanja politike so bile v večini držav drugačna kot Republike Slovenije in to moram izpostaviti. Ker to kaže tudi na neko zrelost politike pri tovrstnih imenovanjih in mi vsakič znova, kot nekoga predlagamo, kogarkoli za katerokoli funkcijo, razpravljamo na mednarodnem parketu o njeni ali pa njegovi primernosti za zasedanje tega položaja. Jaz mislim, da Marta Kos bo dobila podporo. Mislim, da je zelo pomemben tudi odziv iz regije in iz držav, ki jih bo ona pokrivala, ki so načeloma zelo naklonjeni tej kandidaturi, to je jasno, zapisano, povedano in tudi upoštevano. Zelo pomembno je tudi mnenje v največji stranki, to je Evropska ljudska stranka, ki se zdi, da večinsko bo podprla tudi Marto Kos, ampak počakati je potrebno na dokončno glasovanje. Nič ni rečeno, dokler ni zadeva zaključena. Ampak zdi se, da Marta Kos ni več na radiju tiste skupine, manjše skupine vprašljivih kandidatk in kandidatov. Tak je moj občutek. Lahko, da se motim, ampak na današnji dan se mi zdi, da bi lahko Marta Kos dobila podporo za imenovanje zelo pomembne funkcije. In še zadnji stavek. Prvič se mi zdi, da bolj kot Slovenija Evropsko unijo potrebuje za nek pomemben položaj, se mi zdi, da Evropska unija potrebuje Slovenijo za tako pomembno in odgovorno funkcijo, ki je nujno, da je dobro opravljena. Veliko je bilo povedanega v zvezi z kandidatko, da jaz lahko samo rečem, da na sestanku sem bil udeležen, smo se zelo iskreno pogovorili, meni je to bilo v redu in všeč. Mi smo sicer upravili še nekaj bilateralnih pogovorov, najprej se je gospa Kos oglasila pri nas na našej working group, se pravi delovni skupini AFET-a, torej odbora za zunanjo politiko, kjer smo se interno pogovorili, potem pa tudi na celotni poslanski skupini Zelenih. In lahko rečem, da po sestanku, ki smo ga imeli, z vidika naše poslanske skupine težav za zagotavljanje podpore ne bo. Seveda se zavedamo, da nas je samo 54, to je jasno, in da seveda odločitev ali in kakšna bo prihodnost kandidatke za komisarko ni v naših rokah, pa vendar. Tukaj vidim, da smo na varni strani, kar se naše poslanske skupine tiče, njihove prav tako liberalci tukaj težav nimajo. Zdaj,
Matjaž je že govoril o EPP-ju, jaz mislim, da je, tudi sam sem bil na pogovoru z dvema visokima predstavnikoma iz EPP-ja, kjer smo bili upozorjeni, da je stališče SDS ni enako stališče EPP, da to moramo ločevati, to sta velike razlike, in drugič, da ni nujno, da bo stališče SDS prevagalo znotraj stališča EPP, tudi na to sem bil upozorjen, da panike dela ta trenutek, vsaj tako sem razumel, nima smisla. Je pa res, to je pa treba vedeti, in mislim, da bomo te še bolj razdelali to, geometrija je tukaj zelo pomembna. Namreč mi imamo seveda neke načelne dogovore, o katerih se vsi seveda strinjamo in je vse lepo in prav, potem pride pa do generalnih dogovorov, koliko kdo komisarjev dobi in koga kdo lahko pogreši. To je pa nova dimenzija. Tukaj pa pravzaprav, kako je sam kandidat dober ali slab, ne bom rekel, da ne igra vloge, ampak lahko postaneš kolateralna škoda nekega širšega dogovora. Tukaj pa je vznemirjenje, to moramo biti pošteni, da seveda liberalci imajo enega komisarja več kot socialisti, to je dejstvo, da imamo EPP, ki ima daleč največ komisarjev, mislim, da celo v zgodovini, in pa seveda, da lahko pride do preigrava. To je treba biti iskren in seveda zdaj ste dvomom v njeno kompetentnost, tudi sam sem se z njo večkrat pogovarjal, mislim, da je dober predlog Slovenije, da je kandidiran predlog Slovenije, kako se bo pa zdaj to zložilo na globalni ravni, ali bo prišlo do tega kupčkanja, je pa težko napovedati. Kjer imamo mi izziv, to mora biti iskren, je ravno prej omenjeni gospod Fito. Zdaj, gre za osebo, ki ima zanimivo politično preteklost in tudi še bolj zanimivo ravnanje v lastni državi, verjetno veste, tožb je malo morje in tako naprej. Sicer nikoli do zdaj še ni bil dokončno tudi obsojen, to moramo reči, je pa postopkov malo morje. Nihče ne dvomi njegove kompetence, dvomimo pa seveda v nekatero njegovo ravnanje in pa seveda pripadnost ECR oziroma res skrajnemu desnemu delu. Tukaj imamo mi seveda težavo kot zeleni s tem in pa tudi njegovo izvajanje do sedaj kohezije in razumevanje kohezije v Italiji, kjer seveda so umanjkale tako regionalne komponente, se pravi, da se je centralizirala kohezija, kar je ravno nasproti tega, kar sami zagovarjamo, in pa seveda totalno preskakovanje zelenega prehoda vznotraj kohezije, kar se nam zdi bistveno, tega ne moramo spustiti, kakor da se ta stvar ne zgodila. To so vsebinski pomisleki, ki jih imamo in zdaj seveda, če lahko, ali pa če se zgodi, da bi nekdo ne dobil podpore, potem so ukrepi, temu rečejo, da sem se to sam naučil, povračilni ukrepi. Če naš kandidat ne bo dobil, potem bo pa nekdo drug tudi potem mogel dobiti posledice tega, ali lahko v tej zgodbi se še kaj zgodi, presenečenje. Jaz bom rekel tako, možno je pravzaprav vse, ne želim pa si, da bi do tega prišlo. Sam osebno menim, da komisijo hitro potrebujemo, ker izzivo je res mnogo in vsakašno dodatno zavlečevanje v konstituiranje komisije ni dobra popotnica, to je eno, in drugo, čim bo se zgodil nekje en mehen spodrsljaj, bo do položaj postavljena kompletna kombinatorika in tega si tudi sam ne želim. Tako da videli bomo, kako bodo se stvari do konca izvrtele. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ja, usoda Marte Kos je odvisna predvsem od Levice. Če bo padel kakšen izmed kandidatov EPP-ja, pa Fito iz ECR-a, bo padla tudi Marta Kos. Koliko vas je bilo na tem briefingu z kandidatko? Ste bili vsi Slovenci? Ne, 5. Kako naštejete? Mi prisotni pa še Irena pa Šarec tako.